Vikendi dolgi 3 dneve ali delovniki dolgi 6 ur. Bi imeli takšne delovne tedne, če bi ta možnost obstajala? Kot kaže, s 1. januarjem prihodnje leto tudi bo, sicer ne za vse, ampak za delavce pred upokojitvijo oziroma za zaposlene, ki so že oddelali 35 let, če jim bo prikimal delodajalec. Žana Vrtačnik. V gostišču v Zagorju ob Savi z dolgoletno tradicijo imajo 8 zaposlenih. Ne glede na oblike dela, pa si jih želijo zadržati čim dlje. Mislim, da si vsi delodajalci zavedamo dragocenosti starejših delavcev z vidika pripadnosti in izkušenj ter vodenja mlajših delavcev. Po dolgih letih lojalnosti bi jim zato, tako pravijo, prikimali, če bi si zaželeli bolj umirjenega tempa in manjše obremenitve po sistemu, ki so ga snovalci poimenovali 80-90-100. Da boš delal samo 80% časa, zato dobil 90% plače in država ti bo priznala 100% plačanih prispevkov. Zato bodo lahko zaprosili starejši od 58 let oziroma tisti, ki bodo že oddelali 35 let. To ne bo absolutna pravica, ampak prostovoljen dogovor med delavcem in delodajalcem. Zakaj pa ne, se vprašajo mimoidoči. Pa bi se vam to zdelo v redu, da bi se razbremenilo starejše? Ja, gotovo, da se mi zdi v redu. Jaz sem sicer že upokojenka, ampak če je to taka vizija, ja, v redu, ne? Da je glede na zaostreno situacijo na trgu dela ukrep lahko tudi dvorezen meč. Hkrati opozarjajo tako v zagorskem gostišču, kot tudi v obrtno-podjetniški zbornici. Kot delodajalci menimo, da v tem trenutku, ko vsi vemo, da primanjkuje delovne sile, da pravzaprav iščemo različne načine, da svoje delo tudi opravimo, se takšna zakonodaja sprejema v ne najbolj pravem času. Opozarjajo še, da skrajšani delovniki nasploh v neugoden položaj postavljajo panoge, kjer takšnih oblik dela ne morejo ponuditi. Tako jim odgovarjajo na ministrstvu. Tako kot si med sabo delodajalci kot ponudniki svojih proizvodov storitev konkurirajo s ceno, tako morajo tudi si konkurirati z dobrimi pogoji za svoje delavce. Sploh če jih hoče obdržati ali pa pridobiti nove. Nad tem ukrepom in ostalimi rešitvami novele zakona o urejanju trga dela, ki jo je Državni zbor že potrdil, bdi sicer še možnost referenduma. Če do tega ne bo prišlo, bo nova možnost starejših zaposlenih v veljavo stopila 1. januarja.